Ekstremofilne glive so mikroorganizmi in to so mikroorganizmi, glive, ki jih poznajo vsi, v glavnem pod imenom gobe, ker pač gobe večina ljudi nabira, ampak glive je širši pojem in to pomeni tudi tiste mikroskopske oblike življenja gliv. Zanimive so zato, ker so izjemno dinamične. Najdemo jih v vseh živih okoljih, na vse se prilagajajo. Lahko so v lišajih kot simbioze, lahko so na primer v povezavi z rastlinami kot mikorize, razgrajujejo rastlinski material, skratka povsod jih najdemo. Ekstremofilne glive so pa še za en korak bolj dojemljive na spremembe, kajti prilagajajo se na take pogoje, ki smo jih doslej pripisovali le arhejam pa bakterijam, ne pa višjim organizmom, višjim mikroorganizmom, glivam. Zanimati bi nas moralo zato, ker to dejansko postavlja meje živega. Iz tega mi vemo, kaj je neka celica, nek mikroorganizem sposoben. In bolj se te meje razširjajo, več vpogleda imamo v to, v kaj se Zemlja, v mnogih delih Zemlje, v kaj se spreminja. Naše raziskave so se začele v Sečoveljskih solinah, kjer smo kot prvi na svetu se vprašali, ali lahko v okolju, kjer je raztopljeno tako veliko soli, glive sploh preživijo. Vedeli smo, da recimo na salamah, na pršutih lahko dobiš glivo. Se pravi, glive so znane kontaminanti hrane, slane hrane. In tudi vsi vemo, da če imamo marmelade, da tam je zelo veliko sladkorja, ki ravno tako kot sol veže vodo, da če kaj najdemo na marmeladi, je to kakšna plesen. Se pravi, vse znanje o glivah in nizki vodni aktivnosti izhajalo iz gospodinjskih logov. Bistveno bolj ljubijo nizke temperature kot visoke temperature. Ekspedicija v Bolivijo je bila res izjemna v mnogih ozirih. Ko si na Salar Uyuni, na tem ogromnem slanem jezeru, se voziš z džipom kilometre in kilometre in ure, ko se vozili čez eno ogromno, belo, kristalno čisto planoto, kjer so edine spremembe, ki jih vidiš, so mogoče kakšen oblaček na nebu, ki ti da odsev na soli, pa te formacije, ki nastajajo na soli, ki so kot ena taka cvetlična pokrajina, samo da je vse v belem, čipkasta pokrajina. No, pa posebno veselje, da tako rečem, je tudi vzorčenje, ker je mrzlo, izredno hladno, piha strašen veter tam in potem čepiš na kolenih in brskaš po tisti soli, kar precej globoko, da prideš do tistih plasti, ki te zanimajo. In obenem ti zmrznejo prsti, ker to moraš početi z golimi rokami, drugače se to ne, oziroma s temi tankimi gumijastimi rokavicami, drugače se to ne da početi. Tako da ti vzorci so težko pridobljeni in si zanje zelo hvaležen. No in po takih dolgih vožnjah zvečer, ko grejo vsi spat, ti filtriraš tiste vzorce še tja do 2 zjutraj, da dobiš pač te plošče in da imaš potem kaj za odnesti domov. Tako da, ja, zelo naporno, pa zelo veliko ti da nazaj. Relativno malo glivnih obolenj poznamo, zato ker nas naša telesna temperatura ščiti. 37 stopinj je zelo mejna temperatura za glive. Seveda, če pogledaš pomivalni stroj, rečeš, da je temperatura od 40 do 60. V svojem pomivalnem stroju sem vzela prvi vzorec, prinesla sem tisti vzorec v službo in smo poskusili izolirati glive. In izkazalo se je, da glive so in to nemalo. V tistem primeru je bila koncentracija taka 10⁶ celic na kvadratni centimeter tesnila, recimo v pomivalnem stroju. Tisto, kar je bilo pa res nenavadno in presenetljivo, pa bilo, katere glive. Kot dominantno vrsto, kot prevladujočo vrsto, smo dobili eno glivo, ki je prej obstajala v obliki mogoče 10 sevov na celem svetu, pridobljenih iz narave. Vsi ostali izolati so bili iz pacientov. In to iz takih
možganskih, predvsem okužb, takih hudih, fatalnih okužb, po smrti pridobljeni izolati. In v mojem pomivalnem stroju je bilo pa tega, kot rečeno, 10 na 5 celic na kvadratni centimeter. In potem sem prosila še ostale v skupini, da so pozorčili svoje stroje, ne? In se je skazalo, da imajo praktično vsi podobno sliko. No in potem smo prosili za ljudi, sodelavce po svetu, najprej po Sloveniji, študente, da so pozorčili svoje stroje in ugotovili, da ne glede na to, kakšno hrano jedo ljudje, kje se ta stroj nahaja, je po celem svetu 70% približno strojev takih, kot je bil moj stroj doma. Se pravi, da ima to vrsto oportuno patogenih gliv, ki prevladuje, in potem so se vsega skupaj pojavljale še recimo 4 različne vrste gliv. Se pravi, 5 vrst gliv, ne glede na to, kje si, od Avstralije do Slovenije. Nauk te zgodbe je, da te življenje preseneča, da ga najdeš tam, kjer ga najmanj pričakuješ. To je bilo popolno presenečenje. In tudi, da se življenje prilagaja in da se tega mogoče malo premalo zavedamo. Poglejte, če peremo v pomivalnih strojih pri ekoloških pogojih, to je 40 stopinj, ker večina ljudi počne, je to iz stališča energije seveda pametno početje. Ampak iz stališča vzgajanja sovražnika v lastnem domu pa ne tako zelo. Ker 37 stopinj, telesna temperatura ali pa 40 je tako zelo blizu, delamo selekcijo teh organizmov, gojimo jih. In mnogi organizmi so danes sposobni priti iz naravnega okolja v naše domove in vseh ne preženemo ne z detergenti, ne s čistili, in jih kvečemo vzgojimo v bolj trdožive, trdovratne vrste. In to je nekaj, na kar se je pametno tudi miselno prilagoditi. Kajti, to je zelo pomembno, da povem, če smo zdravi, če nam nič ni, če imamo dober imunski sistem, nas to ne ogroža. To je oportuno patogena gliva. Če pa imamo doma, nekoga, ki je zbolel za kakšno hudo kronično boleznijo, novorojenčka, kaj takega, potem je pa treba se malo potruditi okrog tega, pa razmisliti, kako uporabljamo ali ne uporabljamo pomivalne stroje.